Dober in lep jesenski dan v naši oddaji za zdravje. Danes vas najprej vabimo na kostanjevo pecivo. Urška ga je pripravila skupaj z gospo Zdenko. Sem prepričana, da je res za prste polizati. Zdravo, Urška tukaj. Danes imam za vas odlično kostanjevo pecivo. Recept za to kostanjevo pecivo ni moj, ampak ga bo z nami delila gospa Zdenka. Gospa Zdenka, jaz sem na enem praznovanju poskusila vaše kostanjevo pecivo in je bilo top. Totalno navdušena sem bila z njim in se rekla, da vas moram povabiti, da me naučite pripraviti tole sladico. Ja, in jaz sem se z veseljem odzvala temu vašemu povabilu. Zelo rada pečem to, tudi pogosto, ker ga dam, ko je v jeseni, naberem, dam pire v zmrzovalnik in pečem celo leto in so vsi navdušeni. Torej ste pripravljeni, da ga greva pripraviti, ker tole morava deliti. Seveda, veselje. Te pa greva. Zdenka, kaj moramo najprej narediti? Ko naberemo kostanj ali ga kupimo, boljše je, da ga naberemo sami, kostanj skuhamo. Kako dolgo ga kuhamo? Jaz ga kuham 1 uro. 1 uro. Takšne, Torej, in ohladimo. Zdaj, lahko delate tudi z marone, ne? Ampak boljše je kostanj. In ga ohladimo, boljše je, da je malo še topel, ko ga začnemo stiskati. Imate kakšno posebno tehniko? Ker jaz sem že to vse polomila, ko sem stiskala. Jaz kostanj ne lupam, tisto je preveč dolgotrajno. Jaz kostanj stiskam s tem, ko ga imam začesen tudi. Ga dam notri. In stisnete. Evo. Evo tako, to je. Kostanje potem pretlačimo skozi cedilo. Tako malo širše luknjice morajo biti na cedilu, ne? In to ste mi povedali. Zato, da odstranimo tisto pač, kar je odveč. Evo, gledajte. Evo, in zdaj vse tisto črna kožica. Črno ostane v cedilo. Tu pa dobimo čisti pire za biskvit, za pecivo. Ko pripravimo kostanj, začnemo z pripravo biskvita. Torej, ločimo rumenjake od beljakov, ne? Beljake stepemo. In prej ste mi rekli, da dodamo malo sladkorja, 1 žlico. Približno 1 žlico. Na koncu, ne, ko stepemo. Ko je že stepeno, pa še malo, evo tako. Malo še stepeno. Eno debelo žlico. Preostanek pa predvidevam, da damo rumenjakov, ne? Ja. Skupaj z vanilij sladkorjem še. Aha, še vanilij sladkor. Vi ste kot moja mama, kaj trebej takoj vse pospraviti, ne? Navajena bi starejša. Torej, miksamo tako dolgo, dokler se cuker ne stopi. In postane masa penasta. Penasta pa naraste vsaj za 5-krat, ne? Evo. Zdaj pa? Zdaj dodam malo beljaka, da se to malo porazdeli, ta rumenjak. Skratka, mešamo, pa mora puhati to ostati, ne? Zdaj pa dodajamo, lahko dodajamo kostanj. Verjetno ne vse naenkrat. Postopoma. Tako kot pri moki, ne? Tako kot pri moki. Pa malo mešamo, pa spet dodajamo. Zdaj pa jaz to vam dam, da če skupaj pade, ka ne mu je skriva. Ne, evo, lahko spet dodate malo. Se kostanj se lepo porazdeli, tudi če je zdaj v grudicah, ne.
Pečico ogrejemo na 180 stopinj Celzija, program ventilacija. Gospa Zdenka, jaz običajno uporabim papir za peko. Ja, jaz pa, ko že pečem 50 let ali 60, pa po starem. Takrat, če peka papirja ni bilo, pa nisem navajena. Torej maslo, pekač premažemo z maslom in pa Pomokamo. Čisto rahlo, ja. Evo, maso razporedimo po pekaču. Glejte, kak je rahla krema. Wow. Ostane pa poližemo, ali pa otroci. Ja, tukaj ni moke, pa lahko poližemo, ne? Fantastično je. Pa je dobro. Biskvit pečemo kako dolgo? 20 minut, 22. Jaz ga pogledam vmes. Ko zadiši, ne? Malo porjavijo zgoraj. Biskvit se peče, za kremo pa najprej stepemo dobro ohlajeno smetano, ne? Dodamo kaj sladkorja? Zdaj še ne. Na Pa bo na koncu, proti koncu, ja. Ko je smetana stepena, dodavaj še 2 žlici sladkorja v prahu, ne? Kdo ima rad bolj sladko, pa lahko doda več. Ker so že kostanji sladki, Ja, ne? ker so že kostanji, pa tudi pecivo. Zdaj pa Zdaj pa dodamo kostanj, ampak z roko. počasi dodajamo. Dodajamo, ja, počasi in zmešamo noter kostanj. Ne mešamo preveč, ker se nam slučajno smetana ne sesiri. Drugače bo tekoča krema. Oj, kako to dobro izgleda. Glejte te luknjice, kak je puhasta krema. Shranimo v hladilnik, da se krema stisne. Evo. Wow, kak je lepe. Zdaj pa počakamo, da se biskvit ohladi. Pa sestavimo, ne? Ja. Približno 3/4 kreme namažemo tukaj gor, preostalo četrtino pa te na vrh, ne? Ja. Da ne bom vse popackala, vi imate več izkušenj. Še malo, ja. Glej, kak je lepa. Zdaj pa še gori namažemo, Vrhu ne? namažemo pa okrasimo. Še? Malo še mave. Se to je v bistvu potem lejko tudi torto, ne? Ja. Za okras po vrhu damo še malo tega kostanjevega pireja, spet čez to sito. Kako dobro izgleda. Meni se vse sline cedijo. Torej, ne pozabiti si shraniti nekaj kostanja za dekoracijo. dekoracijo. Evo, pa sve gotovive. Ja, resen. Res zelo preproste kocke. Hvala, ker ste mi pomagali. Zdaj pa tisti najslajši del. Ideva jih razrezati, pa probati. Najboljše, da ko pripravimo pecivo, da ga shranimo čez noč v hladilniku, ne, da potem lahko lažje reževe, ampak midve ga bova takoj razrezale in pojedle. Wow, kako se fajn reže. Lahko ga razrežemo na kocke, lahko kot torto, ampak midve bove pa na rezine. Rezine, ja. Wow, kako so lepe.
Gospa Zdenka, najlepša hvala, da ste z mano in z nami vsemi podelili ta recept, ker tole je res fantastično. Bilo mi je veselje in seveda z veseljem tudi delim vse, kar je dobro, in ta kostanjeva torta je res dobra. To pomeni, da boste še kaj prišli, pa mene in nas kaj naučili? Mogoče. Kostanjevim rezinam se seveda prileže eno sladko vino. Gospa Zdenka, jaz sem nama izbrala tale traminec. In najlepša hvala, da ste bili moja gostja. Aj, Google, ti bi tudi malo? Ok, na, gledi. Hop. Še več odličnih receptov preprosto z Urško pa najdete na YouTube kanalu Lidl Slovenija.